Čuješ ti? Zavljala sem si pajski, pobrit sem bila včeraj na eni taki nori gaudi bila, da polje pa že tako večer ratu, sem pa rekla, klinci gleda, sem pa zjutraj na poti samo v Ljubljano pobrila pajske, pa sej ne, da je to fejst pomembno, kako imam jaz pajske porihtane, da ne v te misli. Iz ljubljanskega porka duš si ti tečen ratu, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Dan se bojo prvič po volitvah sestali Borut Pahor, Gregor Golobič, Golobica in Katarina Kresal Sokolka, lahko bi bila. Pogovarjali se bojo o sestavi nove vlade. Vprašanje je, a bojo v koalicijo povabili Desus ali pa mogoče SLS, ki bo morda že kmalu zamenjala predsednika. Ugibanja o tem, da bi lahko postal nov predsednik SLS, je že zavrnil Franc Kanglica. Jaz grem pa rože zdaj zalit. Ja. Jaz imam svojo stranko v tem danem trenutku v mestni občini Maribor in ne znam se predstavljati, da je bil predsednik stranke in delal kot župan v mestni občini Maribor. To ne gre. No, drugače je povedal še, da po njegovemu mnenju SLS ne bi smela vstopiti v vlado. Jaz mislim, da je čas za Slovensko ljudsko stranko, da se znajde v opoziciji in da prevetri svoj program, svoje ljudi in da se kali za naslednje 4 leta. Čuješ ti? A že je to božična zvezda, pa te klepe božične zvezde, pa po moje pa le nima nobeden štakle cajt septembra, ali da ne? Kak je? Je pa tudi vejko truda treba, ne ter vloži, da takole rože gor pripraviš skupaj ali da dela pol. Krščanska demokratska stranka je na državno-zborskih volitvah dobila 0,43% glasov. Predsednik stranke Jože Duhovnik je takole pokomentiral poraz desnice. Si predstavljaš, da Roža to govori vse? Še kaj pametna, nisem lepa, pametna je tudi. Preprosto ljudje na desnici so ugotovili, da desna stran, razbita, razsuta, skregana sama med sabo. Čuješ ti, meni se vale zdi, da je preveč kosmata, je normalno što? Ne, ni normalno, pa tudi normalno, da ljudje brijajo rožo med tem, ker poročila berejo, ali lahko bereš, prosim. Tisti tudi en kres, hvala, lepa, božična je. O vlogi cerkve na letošnjih parlamentarnih volitvah je nam svoje mnenje razložil Anton Kokal, poslanec SNSI, ki se ji prav tako ni uspelo uvrstiti v državni zbor. Je kaj pa češ? Do božiča je še dolga, ala? No, mi vemo, da cerkev neposredno ne sme in tudi ni prav, da poziva volivce za podporo komorkoli. Mogoče bi bila pa lahko bolj jasna v tem smislu, da se ljudi presvoja po dejanjih, ne pa po besedah. In tu pa gotovo ne bi zgrešila. Nova Slovenija bo kmalu poiskala zamenjavo za Andreja Bajuka. Čuješ, kaj pa je te bilo? A je to upadlo? Kaj pa je te bilo? A kakaj ti odstopil? Jaz tako vem, kak še ti delajo, zihar ga baba on ne spusti več, taki so še ti ljudje. Ja. Ala da je. Kokal napoveduje nastop stranke na evropskih in lokalnih volitvah, ve pa tudi, kak naj bi bil novi predsednik stranke. Ledik pa fraj pa brke mora imeti. Prepričan sem, da bomo našli nekoga mlajšega, ki ima neko vizijo, ki ima voljo in prepričan sem tudi, da bo ta združil vse potencijale, ki jih v stranki imamo, izkušnje, ki smo se jih v tem času nabrali. Tako da jaz mislim, da je možno, čeprav bo težko, to stranko zopet pripeljati v parlament čez 4 leta. Ljubljankovič je na redni tedenski novinarski konferenci pojasnjeval ozadje nedeljske polvolilne večerne gavde na Prešernovem trgu, ki jo je plačujoč Pečečnik. O zabavi sta se pogovarjala predvsem z novinarko Reporterja Biserko Karneža Cerjak. Kršene jetrce, jaz pa le ne zastopim, kak nimajo radi, kak nimajo srca starši, pa da dajo frocam svojim takele imene. To sem naredil na pobude posameznikov in v Cankarjevem domu, v tem klubu in tisti, ki so mi klicali in dovolil, da se ta zabava tam odvije. A je bilo prijavljeno na policiji? Ker vsaka prireditev taka se mora prijavljati. Lahko bi odgovoril malo bolj grdo, ne? Ne vem, če pa prašte tiste, ne. Vse prašte tiste, ne. A župan prijavlja to na policijo? Ja, ne vem, vsaka prireditev se mora prijaviti. Me zanima, če je bila prijavljena.
No, in potem morate vprašati, ki je organiziral prireditev, ne. Ja, če mi vi ne poveste, koga ne vprašam? Vi verjetno veste, če ste bili na prireditvi. Res? Ne more se kar odvijati. A pol mislite, da- v Ljubljani, ne, da bi vi vedeli, kdo je organiziral. Je tako? Teh prireditev v Ljubljani ne 10.000 takih, ne. To je bila Spontana zabava ni bila prijavljena policiji. Te pa, ko smo želi pri imenah, bile Luka Juri, Patrik Vlačič, Breda Pečanov, Franko Juri, Roberto Bateli. To je 5 novih poslancev z Obale. Zdaj pa reči, kar se pogosto zgodi, da tisti, ki odidejo v Ljubljano, pozabijo na svoje volivce, smo se do njih odpravili z velikim kemičnim svinčnikom, s katerim so podpisali zavezo, da ne pozabijo na one, ki so jih izvolili. Zdaj bomo pa videli, kaj ko imajo zdaj jajce ti ljudi, ko tako veselo obljubljajo, ali? Z veseljem podpišem. Ko že podpisuje? Svaka vam čast. Sam ti pa je terc kako penkalo so imeli, Takega pa kar ne moreš dobiti več nikjer. Bog ve, kje so ga bom potegnali. Generalna policijska uprava je predstavila projekt Policist Leon svetuje. Gre za delovni zvezek namenjen petošolcem. Projekt se je po ideji policista Dušana Ferenčaka, njegovemu sinu je ime Leon, lani začel v Slovenj Gradcu. Sem jaz videla jih včeraj, tam sem lani, pa nisem vedela, da so že tam hodili, sploh pa nisem vedela za še tega Leona. Reče pa teh srečanj s policistom, ki je zelo prepoznaven, ker se je celo leto ukvarjal s temi otroci, spoznal celo populacijo na neki šoli in ga otroci ustavljajo in se pogovarjajo z njim na cesti, kjerkoli ga srečajo, in to je tudi za nas en velik napredek, da so sproščeni v naših kontaktih. Minister za šolstvo in šport Milan Zver je na ministrstvu sprejel zadnjo skupino letošnjih zlatih maturantov, ki so jih ob tej priložnosti obilno obdarovali. Pa tako se pravim, kaj pa oni, ko so bile pa zadostne, one pa nobeden ne bo poštudiral, en font je treba narediti za še te boge reveže. Jaz pa ne vem, kaj me briga, prav dobri so pa tako dobri, kaj oni bo zihar poletni šiht imeli fajnega, ne pa tam neki v eni pekarni. Bodoča fizika Maja in Miha sta nam pokazala, kaj vse sta dobla. Ja, kar hvalita se, taki so še ti piflari, ja. 2 mobitela se En je moj in njen. Aha. To je ena fajn stvarca, neka tekočina, ki... Ja, to je tisto za rok cigret. Veliko knjig in še veliko več knjig. In knjige. Super. Kaj pa majica je? In majica. Aha, kaj še pa je? Aha, tako, vidim, okej. Mobitel. Wow. Sem jih že pokazal, ja. Miška. Za usnice. Labela. Ja, s sončnim faktorjem. Fitoval za lase, šampon. In ta lep nahrbtnik, na katerem piše junij 2009. Aha. Kar pomeni, da bo vsaj 1 leto zdržal. Upam. V svetu pa v takem, komentar dneva, božična zvezda, latinsko euforbia pulsherima. Hvala lepa. Ala, kako imamo mi pametne rože, štole, Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Samo, veš, za one, ko pa mene ne zastopijo, pa tekle bi imeli enega štole, eno teto, veš, ko so tekle gre v monitorju se naredile, pa unek za gluho neme, ko pač zastopiš pol vse, pa tako vse en kaj govoriš, onega gledaš, pa ti je čisto vse jasno, a veš ti to, A si čuva, poslušaš ti mene, kaj ti govorim, to zelo ni slaba. Pa kaj mene briga plačati, kršen duš treba je zastopiti, kaj jaz govorim, ne. Letos mineva 20 let od ustanovitve ljubljanskega kluba K4, teda je oblast, ki se ni strinjala z njihovo punkersko ideologijo, njihovo klubsko dejavnost večkrat omejevala, tako pravijo. Z Miro A. Pečovnik, ena od prvih članic kluba FV, smo barali, zakaj so zapirali klube teda, pa zakaj jih danes. A zapirajo klube sploh, ali kaj, a to res to vse?
Ne vem, kako je to danes. Mislim, malce je mora biti podoben ta odnos do mladine. Ne? V socializmu pač se ni štelo, da imaš legitimne kulturne potrebe, če nisi pač, ne vem, socialistično zaveden, vse to je bilo bolj stransko, marginalno. Danes se mi zdi pa kapitalizem to dela od teh otrok, ki se nimajo, ne vem, od 15 leta naprej kam dati. Zdaj še pa vreme, noge si še pobrijem, pogrem pa na morje. Odjava? Ha? Odjava! Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, ostanite še naprej z nami, ali? Hvala. Au! Ej! A što je od Jonasa Brivnik?